Bi vseeno najprej dodal nekaj na prejšnjo temo, ker je to zelo pomembno. Včeraj smo imeli en dolg posvet z različno zdravstveno strukturo oziroma udeležbo. Glavna tema je bila ravno pač uporaba te zaščitne opreme. Enako kot to, da imate zaščitno opremo ali pa masko, je pomembno tudi, kako to uporabljate. Ker nepravilna uporaba te zaščitne opreme vas lahko v bistvu bolj ogrozi kot to, da te opreme nimate. Ker če greste s to masko, nekateri jo imate, na rizično območje in se gor pač nabere infekcija, to snamete, primete z roko in potem roko nesete na obraz, boste sami sebe okužili. Se pravi, enako kot to, da opremo uporabljamo, je pomembno tudi, da jo pravilno uporabljamo in se prosim, da sledite nasvetom, ki bodo danes in tekom prihodnjih dni v zvezi s tem podani strani zdravstvenih delavcev. Kar se tiče uveljavitve zakona, mislite na mega zakon, s katerim skušamo ustvariti finančno blazino za to, da bi Slovenija lahko tudi po koncu te epidemije ohranila potencijale in normalno funkcionirala, ali pa če hočete, da bomo spet lahko normalno živeli, je zakon časovno targetiran za april in maj, se pravi za naslednja 2 meseca. Zagotovo bodo nekateri ukrepi, bo za nekatere ukrepe predlagano, da veljajo retroaktivno, to slovenska ustava omogoča, se mora biti to natančno določeno z zakonom. Ministrstva imajo rok danes do 23. ure za posredovanje zakonskih členov oziroma zakonskih rešitev tega, kar je zapisano v smernice, plus vsega tega, kar še dodatno prihaja od različnih, od parlamentarnih do drugih dejavnikov. Zdaj, ko so bile smernice sprejete in se je začela javna razprava o teh predlaganih ukrepih, je še marsikdo kaj predlagal, kar bomo skušali vključiti bodisi v ta prvi paket oziroma v prvi mega protikorona zakon, bodisi v drugega, ki se je že pripravlja in bo verjetno na seji vlade enkrat konec naslednjega tedna. Gre za izjemno zahtevno materijo, takšne še ni bilo, tudi znanje ZUJF je bil mogoče 30% projekta, kot je ta, čeprav ta gre v drugo smer. Upamo, da bo vlada tekom jutrišnjega dneva in noči uspela to materijo pripraviti za obravnavo v Državnem zboru, potem pa je od Državnega zbora odvisno, kdaj bo uspel vse te ukrepe v tem megazakonskem paketu procesirati in sprejeti. Tukaj oboje je pomembno, tako razprava o tem in tudi obravnava na pristojnih ali pa na pristojnem delovnem telesu v Državnem zboru. Treba si vzeti določen čas, zato gre za ukrepe, ki součinkujejo na različne načine in zagotovo ne bo vse 100% proučeno v tem kratkem času in je tudi parlamentarna obravnava pač potrebna. Idealno bi bilo, če bi zakon lahko sprejeli in uveljavili do 1. aprila, tako da z ukrepi, ki ne bodo retroaktivni, zajamemo naslednja 2 meseca. In v zakonu bomo skušali rešiti tudi nekatere zagate v zvezi z uveljavitvijo roki, o katerih se zdaj debatira in tako naprej, ker po našem mnenju slovenska ustava omogoča, da se tukaj ravna tako, da smo hkrati zakoniti in hkrati učinkoviti. Jaz bi prosil samo še za eno vprašanje. Danes je tudi seja Evropskega sveta in je še nekaj nujnih stvari do takrat. Bomo zbrali še vprašanje in potem končali. Mislim, da bo zanimalo tudi predvsem starše in tako naprej. Najprej je bila napoved, da učenci seveda do konca marca ne bodo hodili v šolo, zdaj skoraj da dejstvo je, da se bo zadeva podaljšala. Je kakšna napoved, do kdaj bi zdaj lahko ta zadeva se podaljšala? Imate kakšno oceno? Ne, šole, vrtci in druge podobne institucije bodo zaprti do nadaljnega. Nima smisla zdaj ugibati, ker je datum je pravi, nihče tega ne počne in to je samo izguba časa. In hvala vsem tistim šolnikom, ki so omogočili dijakom in učencem, da vsaj del pouka poteka nadaljavo. Še kakšno vprašanje? Bomo na koncu vsem odgovorili, prosim. Domen Anderle, Planet TV.
Za gospoda Janšo do 200% naj bi se nagrajevalo tiste, ki delujejo v najbolj kritičnih dejavnostih. Verjamem, da jim v tem trenutku ni najbolj pomemben denar, ampak da pač zaščita, pa da lahko pomagajo, pa vseeno se že mogoče ve po dejavnostih, ne vem, policija, zdravstvo, kakšni bojo ti odstotki, kdo jih bo določil, se bodo razlikovali, ne vem, UKC Ljubljana, UKC Maribor. Zdaj, kot je zapisano v smernicah, bo možno pač dvojno nagrajevanje. Zdaj o tem, kdo si to zasluži, zagotovo ne more odločati vlada, ampak predstojniki, se pravi tisti, ki neposredno razporejajo delo in spremljajo. V to smer bodo šle tudi zakonske rešitve. Mnogi, ki danes delajo in so dodatno obremenjeni, seveda ne delajo to zaradi plačila, ampak na koncu je prav, da tisti, ki se dodatno žrtvujejo, dobijo tudi dodatno plačilo. Mislim, da s tem nima nihče nobenih težav.